Stavke dodam. Najprej pojem čestitke za to idejo, s katero si upozoril na nek problem, ki ga v slovenskem prostoru zaznavamo in mislim, da tako, kako zadeve kaže, nas bo spremljal tudi v prihodnje. V tem mandatu sva s kolegom Pukličem v odboru za lokalno samoupravo nekajkrat upozorili na stvari, ki se odvijajo na področju črpanja evropskih sredstev. Cela vrsta operativnih programov je bilo mimo rednih procedur, ki jih je kolega Rokovec kot sekretar na Ministrstvu za lokalno samoupravo v službi skupaj s kolegom Žagarjem odlično peljal, da so se zadeve urejale z vladnimi odločitvami, brez prisotnosti parlamenta in tako je bilo cela vrsta projektov iz teh regionalnih okolij predstavljenih na neke velike, ki so se največkrat združevali v okviru Ministrstva za gospodarstvo in za znanost, za šolsko tehnologijo in ko vidiš te razpise sedaj, ko se 100-milijonska sredstva tu delijo, zelo malo tega denarja prihaja iz velikih teh urbanih središč in pa teh velikih podjetij in tako da sem sam še na enem odboru vejel, da dejansko igramo v Sloveniji pokar za nekaj 100 milijoni ali bo ta kohezijski namen teh sredstev, ki je v osnovi kohezija, pomeni povezovanje, se pravi vzpostavljanje enakovrednih pogojev. Velik izziv bo za novo finančno perspektivo, kajti ta Slovenija, kot vemo, je razdeljena na dva dela, zahodna in pa vzhodna. Glede na ta NUTS-2 delitev, zahodna sedaj že je prebila teh 100% razvoja povprečja Evrope, vzhodna je še vedno izpod 75%. In zasnova, kako bomo ta sredstva črpali, bi morala se že delati v času te vlade, žal, ki dosti govora o novi finančni perspektivi še ni bilo, razen za področje kmetijstva. In v tem delu bo tudi potrebno biti zelo pozoren, kaj se bo tu dogajalo. V programu, ki smo o upravnih enotah, mogoče malce pojasnila Bojan, gre za teritorialnost, kajti neka ocena je enotna, da v Sloveniji zelo malo možnosti je, da bi se ta pokrajinska zakonodaja sprejela. In tudi je neko razmislek šel v tej smeri, da vprašanje, če ni tudi iz vidika enakomernega razvoja Slovenije ta delitev, ki je bila v preteklosti zastavljena v 70-ih letih na nekih 30-40 mestih in pa nekih gravitacijskih središčih tudi zelo primerna. In v tem delu je bila ideja, da bi se na tem območju upravnih enot na nek način tudi marsikatera funkcija z državnega nivoja prenesla in mogoče tudi katera iz občinskega in da bi zadeve, kot je prostorska zakonodaja, potem tudi okoljske zadeve, na eni strani se v veliki meri prenesle z državnega nivoja, najbrž bi bilo to možnost tudi del občinskih pristojnosti iz OPN-jev, da dejansko občine potem izdajo gradbeno dovoljenje, mogoče v neki skupni medobčinski upravi ali nekaj podobnega, kjer bi bilo del funkcij prenešenih iz upravnih enot iz občin, še več pa iz države. Področje sociale je bilo izpostavljeno, ne poznam države, kjer bi se minister za delo, družino in socialne zadeve ukvarjal s socialo, kar se pri nas dogaja. In gremo tako daleč, da bomo zdaj, kot je bilo že omenjeno, razliko v ceni za vrtce računali na centri za socialno delo, plačevali pa izvršenski delo, tako da tu ideja od centrov socialne dela do doma starejših občanov in podobne inštitucije, kajti sociala je lokalni nivo. Predvsem pa mislim, da gre za to, da pričakujem in tudi že med vrsticami slišati, čeprav še nekateri ne prihajajo in še očitno niso sestavili programu, zopet te tendenciozne pobude o manjšanju števila občin, da ste prav na nek rokovnjaški način, z dekretom, z ne vem s čim, izkušnja, ki sem jo dobil na Danskem kot pri obisku z odborom z lokalne samouprave, zelo zanimiva. Pri njih je šla lokalna samouprava tako, da so 1848. leta ustanovili najprej okoli 1900 občin, 1970. leta jih je bilo slabih 300 in 2006. leta so prišli na 97. Ko se z napredkom družbe, z napredkom tehnologij, predvsem pa z razvojem lokalnih samouprav smo počasi začeli nekatere funkcije tudi združevati. In danes je na Danskem več kot 50% že BDP-ja izvršenega preko proračunov občin. V Sloveniji mislim, da je okrog 16%, zdaj 12-16%, kaj se kam šteje pri tej prenešenju. Tako da v bistvu gre za nek razmislek o evolucijskem razvoju lokalne samouprave in zagotovo je nek obseg teh upravnih enot še vedno neka smiselna
enota in pa v glavah ljudeh, ne pa zopet rokovnjaško, da presekaš in zopet ukinjaš in delaš, ampak da z združevanjem funkcij te zadeve preneseš. Predvsem pa jaz mislim, da bi na tak način v Sloveniji naredil korenit korak v tej smeri, ki je podkrepljen tudi z programsko manj ministrstev, pomeni, da bi se ministrstvo otresla nekih balastnih nalog, nekih je bilo že kar rečenih in da jih prenaša se na nižji nivo, tam, kjer je realno življenje. In iz izkušenj mislim, da tukaj lahko zdaj mirno rečem, tudi zdaj po teh 3 letih v državnem zboru, pa 13 letih na občini tudi, da je učinkovitost dela v okviru občinskih uprav in pa poznavanje tematike bistveno večje. Poznam celo vrsto sistematično zgrajenih občinskih uprav, ki niso deležne razne fluktuacije, kar se dogaja na ministrstvih, kjer praktično vsako drugo leto se, 3. leto se pogovarja z drugim človekom, brez nekega nabranega znanja in v bistvu je operativnost državne uprave v tem delu zelo sporna in mislim, da bi za tiste ključne probleme in teh je veliko več, kot je danes, to se vidi v tistih 16, 15 pa do 50% porabe javnih sredstev, da bi morali v tem slediti. In to mislim tudi ena od glavnih usmeritev Slovenske ljudske stranke v tem našem programu in mislim, tako kot je bilo rečeno, v vsakem primeru bo to eno izmed srednjih in osnovnih izhodišč vsakršno pogajanje ljudske stranke bojoče o kakšnem koli izstopu na katero od koalicije.